Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na današnji izredni novinarski konferenci. Brez nadaljnjega odlašanja k besedi vabim predsednika vlade, gospoda Janeza Janša, ki bo predstavil aktualne epidemiološke podatke in vse v zvezi s tem. Gospod predsednik vlade, izvolite. Dober dan, lep pozdrav. Razloga za današnjo novinarsko konferenco sta dva. Prvi o tem, da se stanje epidemije ne umirja več tako kot v zadnjem obdobju in v bistvu smo začeli tukaj stagnirati pri številu okužb. Drugi razlog pa je v tem, da je bila včeraj v Sloveniji odkrita prva oseba, ki je uradno pozitivna na angleški sev korone. Kar se tiče stanja, ki se ne umirja, pač sami dnevno spremljate številke. Glede na to, da je vlada v sredo oziroma v četrtek v nekaterih regijah nekatere ukrepe sprostila, to seveda vzbuja zaskrbljenost glede skladnosti ravnanja z stanjem, ki se slabša. Zaradi tega bo verjetno v sredo ali pa mogoče že prej potreben ponovni premislek. Kar se tiče uradnega odkritja osebe, ki je pač uradno pozitivna na angleški sev koronavirusa, je bila ta oseba v Sloveniji odkrita včeraj. Gre za državljana Kosova, ki ima v Sloveniji začasno prebivališče. V Slovenijo pa je prišel iz Belgije. Za primer smo bili obveščeni preko Evropskega sistema za zgodnje obveščanje. V teh primerih in preko tega sistema so nas belgijske oblasti obvestile, da se pri nas nahaja oseba, ki je bila pri njih testirana in odkrita kot pozitivna na angleški sev koronavirusa 16. januarja. In ta oseba naj bi takrat tudi odpotovala iz Belgije. Zdaj, ko je bilo včeraj pri nas odkrita, je ta oseba povedala, da je v Slovenijo pripotovala včeraj. In to z testom, ki je bil negativen. Kasneje se je odkrilo, da je imela oseba dva testa, eden je bil pozitiven, eden negativen in je bil verjetno ob vstopu v državo ali pa tudi ob prehodu drugih meja med Belgijo in Slovenijo pač uporabljen samo pozitiven test. Zdaj, kako je bilo to možno, še pristojni raziskujejo. Glede na to, da je doslej praktično večina ostalih držav članic Evropske unije že odkrilo angleški sev koronavirusa, za katerega je značilno, da se širi hitreje, se pravi, da je bolj nalezljiv kot sev, ki smo ga poznali doslej, smo sklepali že nekaj časa, da obstaja velika verjetnost, da se ta sev nahaja tudi v naši državi. Zdaj, laboratorij, ki je to preiskoval, je doslej odkril, da tega seva v Sloveniji do začetka decembra nismo imeli. Za kasneje pa če ne razpolagamo z uradnimi rezultati, zagotovo pa med temi rezultati, ki smo jih dobili doslej, ni bilo nobenega pozitivnega primera. Glede na to, da sem v četrtek na seji Evropskega sveta tam slišal precej alarmantne podatke o tem, kaj se dogaja v nekaterih drugih evropskih državah glede z vidika hitrega širjenja angleškega seva koronavirusa, smo takoj potem v petek sprejeli nekatere urgentne ukrepe. Na posebno zaprosilo je slovaška vlada omogočila, da smo takoj dobili nekaj tisoč posebnih testov, ki so občutljivi samo na angleški sev korone. Pristojni iz Inštituta za javno zdravje so včeraj te teste na Slovaškem prevzeli in danes na nekaterih mestih že za nazaj testiramo
nekatere vzorce, pri katerih se je virus doslej odkril oziroma so bili pozitivni. Klasični PCR testi namreč pač ne ločijo med mutacijami, zato je potrebno posebno testiranje. Tekom jutrišnjega dne bo izvedeno testiranje vzorcev iz vseh regij in najkasneje v torek preko dneva pričakujemo podatke oziroma rezultate tega preverjanja za nazaj za vse slovenske regije. Zdaj oba podatka oziroma obe dejstvi, ki sem jih navedel na začetku in ki sta tudi razlog za današnjo novinarsko konferenco, sta mogoče povezani, torej ne vemo zagotovo, ali sta oba razloga povezana, je pa verjetno. Zaradi tega je potrebna skrajna previdnost, še posebej glede na to, da se v nekaterih regijah v naslednjem tednu pričenja pouk, da se vrtci praktično odpirajo za vse. To pomeni, da bomo imeli v državi od torka naprej na 10.000 novih stikov. Tukaj dejansko za naprej z veliko gotovostjo možno reči, da bo to odpiranje šol varno samo v primeru ali pa kolikor toliko varno samo v primeru, če se bomo striktno držali vseh navodil. Zdaj glede na nekatere dileme, ki so se pojavljale ponovno v zadnjih dneh in tednih, če ali so šole pripravljene ali niso, gledajte, zdaj ta brošura z navodili, z modeli in priporočili, kako se izvaja pouk tudi v primerih, ko imamo manjše ali večje število okužb. Zdaj ta navodila, ta brošura je bila izdana v začetku šolskega leta. Vsi jo poznajo, pri njenem nastajanju je sodelovalo na stotine slovenskih strokovnjakov. Seznam je tako dolg, da bi ga lahko bral pol ure. Teoretikov in praktikov. Torej tukaj dejansko ne bi smelo biti kakšnih posebnih dilem, še posebej zaradi tega, ker so se nekateri modeli poteka šole v skladu z temi navodili izvajali tudi že doslej, se pravi, imamo tudi praktične izkušnje. Seveda pa odpiranje, čeprav v zmanjšanem obsegu in ob določenih omejitvah šol, pač ni samo stvar šol, je tudi stvar nas staršev, vseh tistih, ki smo tako ali drugače vpeti v ta proces in tudi naše ravnanje mora biti, kolikor je možno oziroma do skrajnosti previdno, upoštevajo vse higienske in ostale ukrepe. Tudi sicer glede na stanje epidemije, ki ne pada, ki je še vedno na izjemno resni ravni, tudi v primerjavi z večino drugih evropskih držav, so previdnostni ukrepi potrebni tudi povsod drugod. Tudi kar se tiče nošenja zaščitnih mask, apeliram na vse, da kjer je le možno, uporabljate 3-slojne kirurške maske, kot jo nosim jaz, ali FFP2, še posebej tam, kjer smatrate, da bodo stiki, do katerih bo nujno prišlo tekom opravljanja vašega dela, tako ali drugače rizični. Boljšo zaščito nudi maska, bolj jo priporočamo v uporabo. Že prej sem omenil, da je v četrtek na vrhu Evropske unije na audio-video konferenci, ki je potekala dolgo noč, bila izražena velika zaskrbljenost. Ta je prihajala še posebej iz tistih držav, kjer imajo pač odkritih že zelo veliko okužb z novim angleškim sevom koronavirusa. Zdaj
predstavljala tudi študija, kako se je hitrost tega vala z novim sejem virusa pač gibala v Veliki Britaniji. Zdaj ta hitrost ali pa ta tempo, moram reči, zelo spominja na to, kar smo mi imeli v zadnjih mesecih. Zaradi tega je to pač nek dodaten indic, ki napeljuje na to, da je zelo verjetno za pričakovati, da je večje število okužb z novim virusom že med tistimi, za katere je bilo z testi odkrito, da so korona pozitivni. Ravno zdaj smo prejeli tudi obvestilo, da je v enem od laboratorijev, kjer danes z novimi testi preverjajo situacijo za nazaj od 11. januarja, od 80 preverjenih primerkov bilo odkrito, da sta dva takšna, kjer obstaja močan sum, da gre za angleški sev korone, kar pomeni, da imamo poleg enega odkritega primera pri osebi, ki naj bi prišla v Slovenijo včeraj in ki ni imela stikov, ni pa to zagotovo, glede na podatke, s katerimi razpolagamo. Je tukaj še sum za dva dodatna primera. Ne gre pa za 8 odkritih primerov, kot so poročali nekateri mediji, o tem pač ni nobenih uradnih podatkov, to so zgolj zaenkrat govorice. Zdaj, dodatno zaskrbljenost vzbujajo tudi nekatere napovedi, ki smo jih prvič slišali na Evropskem vrhu v četrtek, da zna priti do zamude pri proizvodnji nekaterih cepiv, oziroma da so nekatera cepiva, na katera računamo v prihodnjih tednih in mesecih, v fazi odobritve in da ta odobritev ni tako gotova z naslednjim tednom, kot je bilo prej najavljeno. Gre predvsem za cepivo proizvajalca AstraZeneca, ki ga je Evropska unija naročila relativno veliko, v okviru tega tudi Slovenija. Poudarjam pa, da naši načrti, narejeni doslej, pač teh cepiv, ki še niso odobrena, ne vsebujejo. Načrti za cepljenje, ki jih ima trenutno Slovenija, kot gotove, vsebujejo zgolj 2 cepivi, ki sta že odobreni, in to je BioNTech, Pfizer in Moderna. Zdaj, glede na vse povedano, bo v sredo, ko bo vlada imela redno korona sejo, zagotovo prišlo do nekaterih sprememb, če bodo trendi takšni, kot so zdaj. Še posebej v primeru bolj resnih sporočil, rezultatov oziroma podatkov z vidika prisotnosti novega angleškega seva oziroma mutacije virusa. Tako da glede na načrt, ki ga imamo o zaostrovanju oziroma sproščanju ukrepov, in glede na podatke, ki jih imamo danes, v sredo zagotovo bo nekaj sprememb. Vsi si še vedno želimo, da bile te spremembe v pozitivno smer, vendar pač podatki zadnjih 3 dni tega optimizma žal ne potrjujejo. Zdaj opozarjam tudi na to, da v primeru, da z množičnim preverjanjem pač že odvzetih vzorcev od 11. januarja naprej, ki že poteka in bo jutri potekalo praktično po vseh regijah oziroma pri vzorcih iz vseh slovenskih regij, da v primeru zelo resnih podatkov iz teh preverjanj bo vlada reagirala takoj, se pravi že v torek ali mogoče že jutri, ne pa šele v sredo. Torej, če zaključim, od tega pravzaprav, kako bomo bolj striktno upoštevali
preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, je zdaj, ker lahko praktično že računamo na to, da je tudi virus, ki se širi bistveno hitreje, ki je bistveno bolj kužen med nami. Se pravi, v takšni situaciji je striktno upoštevanje teh ukrepov še toliko bolj pomembno. Sicer smo lahko zelo hitro na robu zmogljivosti ali pa preko roba zmogljivosti našega zdravstvenega sistema in to v situaciji, ko v podoben položaj prihaja tudi ostala Evropa, praktično cela severna polobla, kar seveda pomeni, da na kako veliko pomoč od zunaj v tem primeru ne moremo računati in je zato previdnost še toliko bolj potrebna in hvala, res iskrena hvala vsem, ki se tega zavedate, ki se zavedate, da je pač potrebno v naslednjih tednih še malo potrpeti, upoštevati te ukrepe, zato da bomo prišli v situacijo, ko bomo s pomočjo cepiva začeli epidemijo končno premagovati. Toliko, hvala lepa. Če so kakšnokoli vprašanja, prosim, 24 ur. Dobro večer, upam, da se slišimo. Me slišite? Ja. Gospod Janša, mogoče se pravi za začetek eno vprašanje glede na slabše napovedi, ki jih omenjate. Ali se torej v torek šole in vrtci odpirajo v vseh 9 regijah, ki so imele predtem boljšo epidemiološko sliko in so bile torej na rdečem seznamu, ali v manj regijah? Mislim, da zdaj jih je samo še 6, oziroma da je dodatnih, se pravi 6 črnih regij. In pa morda koliko cepiva, tudi to ste omenjali, prihaja v Slovenijo prihodnji teden, se pravi teden, ki prihaja. Zdaj, kar se tiče količin cepiva, ki prihajajo, se to ne spreminja glede na napovedi, ki so bile dane mislim, preko tedna. Gre pa to še vedno za te pač redne tedenske dobave cepiva BioNTech Pfizer, ki zadoščajo za drugo cepljenje, tam, kjer so bili ljudje že cepljeni z prvim odmerkom, in za nadaljevanje cepljenja v tej prvi prioritetni skupini nad 80 let. Zdaj, kar se tiče šol in vrtcev, se pač zaenkrat ti odpirajo po programu. Stanje po regijah se seveda spreminja. Danes je slabše, kot je bilo v sredo. Je pa glede na načrt, ki ga imamo, pač to parameter, ki ga bomo upoštevali z stanjem na dan torek do 24 ure, se pravi, to bo relevanten podatek za odločanje v sredo in tisti podatek bo veljal za odločitve, kar se šol tiče, ki bodo veljale za naslednji teden. Zdaj, če bi od tega odstopali, bi bilo verjetno preveč zmede. Poleg tega je možno, glede na vse razprave, ki smo jih imeli v zadnjih tednih, glede na vse ukrepe, ki so bili predpisani za varno šolo v teh prvih razredih, še vedno tudi v takšnem stanju šolo izvesti kolikor toliko varno, vendar moramo te ukrepe dejansko upoštevati. In tukaj se je treba tudi zavedati, da če bodo v šolah okužbe, potem v tistih razredih ne bo več fizičnega pouka, če bo tega več, potem v tisti šoli ne bo več pouka, bo samo še nadaljavo. Zelo verjetno, zelo realno je za pričakovati, da bo veliko takšnih kombinacij. Se pravi, da to ne pomeni, da bo prva triada v celoti, tudi če bo sistem zdržal naslednji mesec, v vseh regijah, kjer je to načelno odprto, dejansko tudi potekalo tako, da bo to fizični pouk, bodo kombinacije, če bodo okužbe v posamičnih okoljih. Seveda pa vse to še vedno govorimo z vidika stanja, kakršnega imamo danes glede na uradne podatke o prisotnosti angleškega seva koronavirusa. Glede na to, da zdaj presajamo tudi za nazaj
in da bo do torka slika, upam, da jasna. In tukaj izkoriščam to priložnost, da se javno, tudi uradno zahvalim slovaški vladi, ki nam je čez noč praktično omogočilo dostop do teh posebnih testov, ki niso ravno v velikih količinah na razpolago na trgu. Skratka, to je dejavnik, ki lahko zadevo spremeni. Ampak zaenkrat pač so uradni podatki takšni, kot so. Vsi si bomo zelo oddahnili, če bo na tem ostalo, ne? In če tudi vse to, kar je sporočeno strani osebe, ki je pač dokazano bila pozitivna na angleški sev koronavirusa že 16. januarja in zdaj biva v Sloveniji, če to drži, da še včeraj prišla, da ni imela stikov in tako naprej. V tem primeru bo sistem odpiranja, tako kot je v načrtu, ali zapiranja zdržal. To seveda pomeni, da regije, kjer se je situacija poslabšala, lahko pričakujejo tudi zaostrovanje, ne samo odpiranje ukrepov. Se pravi, pred nami je nek čas, kjer dejansko prosim za veliko potrpežljivost v tem smislu, da ne bo spet razprav, en teden je tako, drug teden je drugače. Ja, zelo verjetno je, da en teden bo tako, drug teden bo drugače, odvisno od situacije, kakršna bo v posamičnih okoljih. STA, prosim. Lepo pozdravljeni, Anja Gorenc, STA. Mene zanima, glede te osebe, pri kateri ste ugotovili oziroma so ugotovili angleški sev, ali je bila po prihodu v Slovenijo v izolaciji, ali je bila v stiku z drugimi ljudmi, s koliko ljudi je bila v stiku, pa morda tudi o tem, koliko testov oziroma koliko vzorcev na novi koronavirus se v tem trenutku analizira, da se jim pač ugotovi, ali so pozitivni oziroma ali gre za angleški sev, in ali nameravate to v prihodnje kaj ojačati oziroma povečati ta delež. Hvala. Ja, zdaj, kar se te osebe tiče, zdaj po njenih zagotovilih ni bila v resničnem stiku z nikomer. Se pa to še preverja. Takoj, ko smo dobili to obvestilo, je bila oseba identificirana, ponovno testirana in ponovni test je pokazal seveda okužbo, poslana v izolacijo. Tako da, če vse to drži, potem tveganja ni bilo veliko. Je pa tukaj nekaj neznank, ki se še preverjajo in bomo več vedeli v naslednjih urah in v dneh. Zdaj, kar se tiče preverjanja, po informacijah, ki sem jih prej dobil od direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se bo pri vseh odvzetih vzorcih, ki so bili pozitivni, od 11. januarja naprej v vsaki regiji ponovno preverilo približno 10% teh vzorcev, kar pomeni, da bomo dobili sliko, ki bo pač dovolj jasna, kar se tiče prisotnosti virusa. Se pa seveda pogovarjamo oziroma v teku so pač tudi dodatni ukrepi v sekvencioniranje oziroma iskanje tega seva virusa. Bodo vključeni tudi ostali laboratoriji, ki imajo tovrstne zmogljivosti na ozemlju države. Poleg tega nabavljamo še dodatne količine teh specifičnih PCR testov, ki so sposobni odkriti to inačico virusa. Radio Ognjišče. Lep pozdrav, gospod predsednik. Če greva čisto po šolsko, ali je mogoče oceniti resno stanje od 1 do 5? Kako resno je? No, možno je reči, da je bolj resno, kot je bilo v sredo, ko smo sprejemali nekatere spremembe, kar se tiče ukrepov. Ali je dodatno je resno zaradi tega, ker je resna situacija okrog nas, oziroma v večini drugih evropskih držav.
Zdaj osebno lahko rečem, da če bi imeli sejo naše vlade po seji Evropskega sveta, ne po obratno, bi imeli več dilem glede sproščanja, ne glede na to, kaj je svetovala naša stroka. Očitno v nekaterih drugih državah stroka svetuje nekoliko drugače, ne, in pač vlada mora tehtati. Ključna neznanka pa je še vedno odprta. Ne. To je pa vprašanje, v kolikšni meri je ta nova mutacija virusa oziroma angleški sev virusa prisoten pri nas. Ne, če je tega več, potem je situacija skrajno resna. Kolikor ne, je pa situacija takšna, da jo lahko po našem mnenju obvladujemo z načrti, ki jih imamo. TV Slovenija, prosim. Lepo pozdravljeni, Erna Petrač Barborič, TV Slovenija. Na družabnih omrežjih krožijo pozivi k podpisovanju peticije proti testiranju učiteljev in vzgojiteljev. Vložili naj bi to tudi v ustavno presojo. Kakšen je vaš odziv na to in kaj se potem zgodi s tistimi učitelji, ki se ne bodo testirali, poleg tega, da ne bodo izvajali pouka v razredu, ali lahko tudi izgubijo službo recimo zaradi tega? Hvala. Glede, če bi se to dogajalo v Avstriji, bi izgubili službo. Zdaj, pri nas mislim, da to pravno ni popolnoma urejeno. V praksi se bojim, da bodo tudi tisti, ki pač se v tej fazi ne bodo testirali, ne, čeprav je to v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih obvezno, imeli veliko možnosti za delo tudi, ker bo pouk potekal nadaljavo v primerih, ko bodo odkrite okužbe. Ne samo v primerih, če bodo odkrite pri otrokih oziroma pri družinah, ne, iz katerih otroci prihajajo v šolo, ampak tudi, če bodo odkrite pri njih. Vsekakor pa mislim, smiselnosti teh peticij in tega, videl sem nekaj teh sporočil, tudi jaz sem jih dobil, češ kako testiranje vsak teden poškoduje nosno sluznico in tako naprej. Glejte, vsi v vladi in v mojem kabinetu se testiramo enkrat na teden redno že dolgo časa, pa nisem še nikogar srečal z predrto nosnico. Se pravi, ni to kak poseben problem. V številnih slovenskih podjetjih se testirajo celo leto že, oziroma praktično od marca naprej. Testirajo se v domovih za ostarele, v bolnišnicah, skratka, jaz mislim, da je to, bom uporabil mili izraz, skrajno neresno in me včasih skrbi, da takšni učijo naše otroke. Res pa je, da po informacijah, ki prihajajo tudi do mene, velik del učiteljev ve, da je v interesu njih, predvsem pa otrok, ne, da pouk poteka tako, da so tam vsi zdravi, da se virus ne širi, da s tem, ko se pač ti ukrepi ne upoštevajo, zgolj odlagamo trenutek, ko bomo šli lahko v neko normalno življenje, tudi kar se tiče šolstva, tako da pač jaz apeliram na vse, ki ste odgovorni ali pa ki imate možnosti, da oblikujete slovensko javno mnenje, da takim eksotičnim pozivom, ki ne koristijo, ne posvečate veliko pozornosti. Časopis Slovenec. Pozdravljeni. Mene pa zanima naslednje. Zadnja raziskava, ki so jo naredili v Angliji na zdravstvenem organizaciji, je pokazala, da kar 76% se hitreje širi ta virus med otroci. Ali lahko v prihodnosti pričakujemo, da bojo tudi testirani otroci? Hvala. Zdaj strokovna skupina in še nekatere druge institucije proučuje nekatere modele, ne, ki so jih ne toliko uvedle, kot napovedale druge evropske države. Gre predvsem za uporabo testov, ki so zelo enostavni, ker se lahko praktično vsak, tudi učenci od 4. razreda naprej sami testirajo.
kjer gre tudi za zelo blag poseg, kar se tiče odzembrisa. Gre seveda za možnost, ki bi prišla v poštev predvsem za višje letnike osnovnih šol pa za srednje šole. Glejte, če bo to alternativa, ali uvesti takšno testiranje ali imeti šole še naprej zaprte, potem se bomo verjetno skupaj večinsko zagotovo odločili za to, da uporabimo tudi ta način testiranja. Vendar zato potrebujemo nov pristop, nove teste, ki jih zaenkrat še ni dovolj na razpolago. Z sedanjimi kapacitetami testiranja se tega enostavno ne da izvajati recimo za celoten slovenski šolski sistem. 24 ur še enkrat. Zdaj, prosil bi, da pač vsak medij postavi eno vprašanje oziroma vprašanje v eni rundi, ker so še druge obveznosti. Prosim. Hvala, gospod Janša, mene samo še ena zadeva zanima. Se pravi, če jaz prav razumem, država zdaj šele sondira pravzaprav, koliko angleškega virusa je v državi. In pa seveda, kaj se zgodi, če se izkaže, da je tega virusa pri nas več, država pa odpira nekako šole in vrtce. In pa mogoče še druga zadeva, ena regija, malce bolj optimistična, ki pa ji kaže bolje, pa je Koroška. Po številkah so tam zdaj v oranžni fazi, a se pa tam potem v kratkem pričakuje mogoče kakšno lajšanje trenutnih ukrepov? Glejte, vlada je že decembra, ko se je ta virus začel širiti v Veliki Britaniji, naročila, da se preveri, ali ta virus obstaja tudi v Sloveniji. IMI inštitut, ki je verjetno najbolj usposobljen v Sloveniji, se je te raziskave lotil. Mislim, da je bila tudi javno predstavljena na eni od naših novinarskih konferenc pred tedni. In takrat prisotnosti niso ugotovili. Zdaj, ali so šli dovolj široko v raziskav ali ne, to jaz ne vem, niti se v to ne spuščam, ker je to stvar stroke. Res pa je, da vse do četrtka ne jaz, ne večina mojih kolegov v Evropi ni vedela, da so bili vmes izdelani tudi posebni PCR testi, s katerimi je mogoče pri osebah ali pa pri vzorcih, za katere se je z navadnimi PCR testi prej ugotovilo, da so pozitivni, dodatno ugotoviti še, in to na relativno enostaven način, ali je tam prisoten tudi ta novi sev virusa. Tisto uro, ko smo za to možnost zvedli, smo stopili v akcijo in kot rečeno, včeraj je Nacionalni inštitut na Slovaškem prevzel prvih nekaj tisoč teh testov in danes so že v uporabi. STA? Ja, mene še zanima, mogoče sem prej pozabila vprašati, ta oseba, pri katerem je bil odkrit angleški sev, v kateri regiji se nahaja in kako je prišla v Slovenijo, pa rekli ste, da so te posebni PCR testi dražji kot običajni. Za kakšne cene gre na test? Hvala. Ne, to zadnje jaz nisem rekel, da so dražji. Tudi teh 2000 testov, ki jih imamo, je v bistvu darilo slovaške vlade in se predsedniku vlade Igorju Matoviču za to zelo lepo zahvaljujem. Tako da pač ne gre tukaj za kakršnokoli zelo drago zadevo. Zdaj, koliko so na trgu, zdaj jih naročamo in bomo ugotovili. Tukaj je šlo za bitko s časom. Če bi izdali javno naročilo, bi verjetno zdaj bilo to šele objavljeno v uradnem listu, zato res iskrena hvala slovaški vladi pa za to pomoč. Zdaj, kar se tiče te osebe, gre za državljana Kosova, ki pa ima začasno bivališče v Sloveniji, dela v enem od slovenskih podjetij, mislim, da ima to podjetje sedež v Kranju, vendar to podjetje je delo opravljalo v Belgiji in vračal se je pač v to okolje, ampak po informacijah,
ki jih imamo, je bil prestrežen prej, preden bi imel tam kakršne koli stike in bil je testiran in se zdaj nahaja v izolaciji. Torej, če ti podatki držijo, potem tukaj veliko rizika ni bilo. Tisto, kar mene osebno skrbi, je ta pač razkorak med dejstvom, da je datum na testu 16. januar, ne včeraj, ko smo bili preko Evropskega sistema za zgodnje opozarjanje obveščeni, je bilo v to skoraj teden dni kasneje. Ne. Ali je toliko časa potoval od Belgije do Slovenije, kar je ena od možnosti, pač druga možnost pa je, da podatke, ki jih je dajal o anketiranju, da podatki niso točni. To je bilo zadnje vprašanje. Najlepša hvala in še enkrat, pred nami so zelo zahtevni časi, zelo zahtevni tedni. Ob pojavu tega virusa oziroma angleškega seva koronavirusa, ki se širi hitreje, ki je bolj kužen, je še toliko bolj pomembno upoštevanje vseh previdnostnih oziroma higienskih ukrepov. Hvala lepa.